bil vedno tudi praznik meščanov, kajti v to mesto so priromali številni od blizu in od daleč in takrat je bil tudi velik sejem. V preteklosti skoraj bi lahko rekli od gradu pa do Rokove cerkve z različnimi produkti. V zadnjem času, se pravi od leta 2014, ko smo praznovali 250-letnico gradnje cerkve, te, ki je danes vidimo, pa tudi nekako z društvom 1824 oživljamo en del tega sejemskega dela. Danes so se predstavljali predvsem lokalni ponudniki, raznoliki, tisto, kar recimo je zdaj bolj aktualno, in pa seveda tudi Karitas, animatorji ter naprimer Društvo kmetic Brežice. Tako da nekako skušamo ta del tudi oživeti, da se ljudje po tistem, ko pridejo k mašam ali k maši, da tudi še malo se podružijo, da si kaj kupijo, kakšen spominek ali pa tisto, kar recimo potrebujejo, in da je potem po 10. maši tudi tradicionalna mestna juha, to je bil pa tako imenovani Tellerfleisch, se pravi krožnik juhe z kosom govednine. In hvaležni smo, da je tudi letos tako. Letos je to juho brezplačno, se pravi podprlo to naše delovanje tudi gostilna Pri šefu, se pravi tam pri našem mostu, tako da smo veseli in hvaležni. Torej to druženje na Rokovo povezuje ta cerkveni del, priprošnitski del, tudi s tradicijo, tudi s dediščino, in v društvu 1824 se trudimo, da je vse to lepo povezano in da lahko ljudje to dopoldne preživijo tudi v našem mestu. Jaz sem zelo vesel današnjega prazničnega dne za naše Brežice, ne samo za našo župnijo, ampak za širšo okolico, ki se udeležujemo tukaj tega velikega romanja, ki nam pomaga, da bomo lahko z priprošnjo Svetega Roka pri dobrem Bogu izprosili tistega, kar za naše življenje, za naše vsakdanje življenje zelo potrebujemo. Še ne dolgo nazaj nas je doletela epidemija kuge, epidemija današnjih kužnih bolezni, ki se mu reče COVID-19. Vsi smo trepetali pred njim za naše zdravje, za naše življenje. Danes je, hvala Bogu, po zaslugi zdravstvenih delavcev, po zaslugi mnogih tudi molitev, miren čas. Čas miru, čas veselja, čas radosti, ko lahko se skupaj udeležimo in se nenazadnje Svetemu Roku tudi zahvalimo za vse, kar nam je podarjeno bilo. Predvsem pa, da nam je podarjeno tudi naše življenje, naše veselje in naša radost. Ko se danes oziramo k Svetemu Roku, je predvsem lepo in bogato to, da ga prosimo tudi za naprej. In s prošnjo, da nas obvaruje pred vsemi temi nalezljivimi boleznimi, ki lahko res močno zasidrajo v življenje družbe, življenje naše župnije, življenje naših občine, življenje naših krajank in krajanov. Smo videli, kako se je dogajalo sedaj v Zgornji Savinjski dolini, kjer in tudi širše, Koroški, potem tudi tam Škofjeloško, Gorenjska, ko lahko čez noč dobesedno ostanemo praktično ob vse imetje, ki smo ga 30-40 let skupaj zbirali. Ne samo čez noč, lahko se zgodi v 10 minutah, ko nam voda praktično vse odnese. Tudi ti ljudje so danes v naših mislih, molitvah, prošnjah in prosimo zanje. Prosimo pa tudi za vse nas, da bi znali biti tisti, ki bi z vero, radostjo, predvsem pa z veseljem v srcu dobrega Boga prosili, da bi nas obvaroval vsega hudega in nenazadnje tudi blagoslavljal. Naj Sveti Rok prosi za naše mesto, naj prosi za vse nas, z radostjo in veseljem pa se bomo tudi mi udeležili tega bogoslužja in potem tudi vseh tistih trenutkov, ko bomo v Svetem Roku lahko prosili tudi za blagoslov in pa Božje varstvo v prihajajočih dneh, mesecih, letih. Lep pozdrav iz Brežic.